Mami, 20 minut zamujaš. 20 minut. Ne, me ne zanima. Kaj je tvoj čas več vreden, kot moj? Ne, me ne zanima, ne. Ja, jaz imam tudi tebe rad. Okay. Ne bo, Matijo. Kako me razjezi, ko ljudje zamujajo. Sploh, če so to moji starši. Kaj pa vi? Kaj pa vas jezi pri ta starih? Danes bomo namreč govorili o jezi na naše prednike. Jaz grem. Zakaj imajo starši vedno dvojne standarde? Ja. Ja, bomo, ja. Ok, dio. A veš, ko ti v petek zvečer govorijo, da zunaj ne smeš piti alkohola, potem se ga pa sami zvečer napijajo. Ali pa ko ti starši težijo, da ne smeš grdo govoriti, potem pa fotar na morju pred trajektom vpije in preklinja Italijana, ker ga je zaparkiral. Ali pa ko ti mama govori, da nehi biti ves čas na telefonu, potem pa vidiš, da se je ves službeni čas na Facebooku sestrično krigala o 5G omrežju. Z Roso, Ronjo in Vorancom se bom pogovarjal o tem, kako so soustvarjali in nastopali v predstavi Svoje usode krojači. Predstava namreč govori o tem, kaj bo zapustila starejša generacija, starši, starši in predstavniki odrasle populacije mladim. A veš občutek, tik preden zaspiš in imaš občutek, da padeš z velike višine in je kar naenkrat vse temno? Tako se jaz počutim okoli prihodnosti. Vsakeč, ko vam govorimo o svojih problemih, se nam smejete v faco. Kar smejte se, res je smešno, ko pademo in se ne moramo več pobrati. A se ti zdi, da so kdaj starejše generacije pokroviteljske do tebe, ko želiš izpostaviti neko temo, kjer bi se morali pogovarjati? Ja, zdi se mi, da je velikrat tako, zaradi tega, ker je velikrat odgovor, ja, da sem bil tudi jaz že najstnik in da oni so tudi tako mislili, ampak pol, ko si starejši, ugotoviš, da svet ni tak. Se mi zdi, da te potapka po glavi bo že v redu. Pri mojih starših me najbolj razjezi to, da niso pripravljeni sprejeti novih pogruntavščin. Kakršnakoli iznajdba, kakršnakoli, recimo, novo poimenovanje v psihologiji, kakršnakoli novo raziskovanje, kako deluje v resnici družba, novo raziskovanje, iz kje izhajajo kakšne stvari, kot je spol, kaj vse na spol vpliva. Tega preprosto noče sprejeti kot dejstva, zato ker so to pogruntali zdaj in ne pred 10 leti. Jezi me, da svet še vedno temelji na korupciji, na kapitalizmu, na tem, da se sam zapravlja, da se služi denar. Da je to glavna vrednota v modernem svetu. Bolj, ko si odrasel, bolj vidiš, koliko je to v bistvu za žrtev vsak kotiček tvojega življenja in da boš ti lahko funkcioniral samo, če se boš uklonil temu sistemu. Zdi se mi, da že po odnosih do, ne vem, nekih LGBT skupin pa takih. Zaradi podnebnih sprememb. Ker vem, da so recimo že samo na ozonsko luknjo so opozarjali že preden sem bila jaz rojena. In ko sem se jaz rodila, je še vedno rasla in zdaj še vedno. Elita sveta so stari, beli moški. Res imam občutek, da na eni točki se preprosto nič več ne da. Jezi me to, da se ne sprejema ljudi takšne, kot so, da je še vedno neko to sovraštvo in nek ta strah pred drugačnim, da se ne moramo odmakniti od tega. Bi pričakovala, da glede na to, koliko smo daleč prišli in s tehnologijo in vsem, da je že skrajni čas, da se malo, ne vem, umirimo in da sprejmemo vse. Ja, meni se zdi, da smo v predstavi kar veliko povezali z jezo in vsem skupaj. Tudi jaz se lahko najdem v veliko takih situacijah, ampak se mi zdi, da v bistvu je to nek cikel življenja, zaradi tega, ker ni, da smo mi ta generacija, ki je nastradala, ampak so vse generacije, ki so nastradali. Vsi so se kregali s svojimi starši in starimi starši. Ta naša režiserka pa njena pomočnica sta res toliko enih tem sta toliko dobro vpeljali noter v predstavo. Kako obvladati jezo na starejše generacije? Kako se z njo spopadati? Pa, meni se zdi, da v bistvu s pogovorom bi šlo vse. Tudi premehna sem se dosti v redu razumela s starejšimi ljudmi, vedno so mi bili modri ljudje in to so mi bili vedno ful neka taka inspiracija, ampak ko si na določeni točki starosti očitno, sam ne moreš več sprejemati nekih novih stvari. Jaz ne mislim, da je jeza slabo čustvo. Se mi pa tudi zdi, da ni pravilno, da jo obračaš na starejše generacije, tako kot sem jo jaz na začetku. Ampak jo moraš obračati na situacijo samo, da lahko to situacijo spremeniš.